Spoštovani gledalci in gledalke, prijazen dober dan vam pošiljamo iz studia televizije AS, v katerem danes gostimo direktorja Mika, Robert Titan Felix. Prijazen dober dan in dobrodošli v naši družbi. Dober dan. Mik seveda v tem poletnem času pripravlja razne aktivnosti, dogodke, prireditve. Kaj je tisto glavno, čemur dajete v tem poletnem času nekako poudarek pri vas? V bistvu najpomembnejša stvar je prav gotovo spet igrivi park, ki poteka celotno poletje, oba meseca, julij, avgust, razen enega tedna vmes, ko imamo fraj. In poteka na Trubarjevem drevorju, se pravi vsak dopoldan od 10 do 1, vsak otrok z starši, starimi starši, ki ne bi bil doma, pa nimajo tistega dne kakšnega posebnega načrta, lahko prije v Trubarjev drevored, kjer se menjujejo različne aktivnosti. To seveda ne delamo mi sami, ampak nam tudi ostali zavodi, institucije, šole pomagajo, da za vsak dan pripravimo zanimiv program, predvsem pa, da se otroci lahko te 3 ure malo pozabavajo, spoznajo kaj koristnega in koristno zapravijo, če naj tako povem, tisti čas, ko se v počitnicah morajo z nečim zamotiti. Tudi nekaj delavnic, koncertov je na sporedu? Ja, zdaj smo ravno končali delavnico analogne fotografije, kar je bilo v bistvu zelo zanimivo udeležencem, ker večinoma seveda vsi stikamo zdaj telefoni in ta pravi sistem fotografije je za marsikoga zanimiv, da sploh ve, kako je to se včasih delalo. Poteka lončarska delavnica, tako da v bistvu so to delavnice, ki potekajo serijsko, se pravi v obdobjih, ker seveda na teh delavnicah ne more biti ogromnega števila obiskovalcev, ker se je vsakemu obiskovalcu seveda treba posebej posvetiti, da se nauči, da tudi sam poskusi, kako se določena stvar dela. Je pa dogajanje na grajskem dvorišču v bistvu letos pestro, ne samo zaradi Mikovega programa, ker mi smo z svojo gostinsko ponudbo in kadrom seveda pri vseh teh dogodkih zraven, ampak zdaj so gotovo že vsi vejo, da tako Skrito dvorišče kot Knjižnica pod zvezdami, da je bil celoten ta program v bistvu preseljen na grajsko dvorišče, tako da ob tem našem programu je od četrtka pa do vikenda vsak teden v bistvu zelo pestro na grajskem dvorišču z dogodki, ki jih pripravljajo tudi drugi. Seveda so vsi ti dogodki objavljeni tako na naši Facebook strani kot na spletnih straneh, na ZKTŠ, tako da vsak, ki se želi informirati, se lahko pogleda na spletu, kaj se dogaja, in se je to grajsko dvorišče zdaj pokazalo kot v bistvu čudovit ambient za poletne večerne dogodke, tako koncerte, pogovore in podobno. Kako ste kaj zadovoljni z udeležbo na preteklih dogodkih, kar nekaj jih je že bilo konec junija, potem sedaj julija, pa še v avgust bodo trajali? V bistvu lahko rečem, da smo z udeležbo, predvsem na delavnicah in tej dodatni ponudbi, zelo zadovoljni, pa tudi kar se tiče obiska na posameznih prireditvah, se ne moramo preveč pritoževati, ker je obisk dober glede na okoliščine. Zdaj vemo, da je v bistvu ponudbe v prostoru ogromno in da skoraj ni nobenega petka ali sobote, da ne bi v neposredni bližini, morda celo v mestu, potekale še kakšne druge stvari, tako da ponudbe je ogromno, marsikaj se dogaja tako v mestu kot v pokrajini, kar je seveda za ljudi dobro, ampak vsi pa potem tudi organizatorji želimo, da bi ta en optimalen delež občinstva, s katerim nenazadnje tudi pokrijemo stroške prireditve, dobili. In to je pa zdaj pač odvisno, kakšna je ponudba tisti dan, kaj se dogaja kje drugje, kako je recimo znano, zanimivo tisto, kar mi prirejamo, ker mi vendarle, predvsem z koncertnim programom, bolj sledimo alternativnemu programu, kar je osnovno poslanstvo Mika, da to tako mladinsko kot subkulturno sceno nekako v prostoru pokriva.
Bi rekel, da smo zadovoljni, seveda niso to zdaj takšne številke kot na raznih večjih veselicah, če naj tako povem, ampak je zadovoljivo. Sicer se seveda ukvarjate tudi z določenimi projekti, so morda trenutno kakšni v teku ali se morda na katere trenutno prijavljate tudi? Ja, vezani smo predvsem na to mladinsko sfero. Zdaj spomladi smo zaključili z izmenjavo, ki je bila odlična, tudi te predstavitve pa javne prezentacije še sledijo jeseni. To, kar bi pa izpostavil, je pa, da smo vključeni v projekt Evropske solidarnostne enote, se pravi, da imamo 2 seriji po 2 prostovoljke, tako da trenutno pri vseh teh dogodkih nam pomagata 2 prostovoljki preko projekta. Ena je iz Portugalske, ena je pa iz Francije. Tako da od večjih projektov je seveda alternativna godba, tudi zato pač želimo še vedno ostati klub, ki skrbi za in spodbuja to alternativno glasbo, ker dejansko teh 8 ključnih koncertov je bilo prepoznanih tudi na Ministrstvu za kulturo kot dovolj referenčnih, da so v bistvu do določene mere pokriti iz kulturnega razpisa. Tudi nekaj investicij je bilo v zadnjem času za vami. Posodobili ste teraso Mikovega bara tudi? Pa v bistvu bi temu zdaj težko rekli investicija, ne, ampak Mikovo teraso smo želeli v bistvu posodobiti. Oblikovalka Maja Lačen-Škrbič, ki skrbi tudi sicer za celostno podobo, je predstavila odlično idejo. Ljudem je terasa všeč, mislim zdaj, nisem še slišal, da ne bi bil kdo navdušen nad tem, da je najčudovitejša terasa trenutno v Soboti, kar se lahko pohvalimo, ker je sodobna, vizualno in tudi sicer prijetna. Ni pa zdaj to bila neposredna investicija, ampak smo seveda nekaj malega morali najti sami, ampak smo zaprosili za pomoč podjetje Betonski izdelki Mešič, ki so nam v bistvu to osnovo, ker je terasa zgrajena iz zidakov, v bistvu donirali, tako da se, če lahko, se jim na tem mestu še enkrat zahvaljujem, tako da če ne bi bilo tega podjetja Betonski izdelki Mešič, tudi te terase ne bi bilo, ker ves material in vse bi si v bistvu kot investicijo težko privoščili v teh časih, tako da to, kar posodabljamo, urejamo, se tudi večkrat obrnemo na gospodarske in druge akterje iz okolja, da pač prosimo, če nimamo. In tu smo bili pri Mešičevih zelo toplo sprejeti in so dejansko nam podarili te čudovite zidake, da smo lahko naredili teraso, ki je ljudem všeč. Ste pa nekako po Murski Soboti razporedili tudi nekaj takih, bova rekla, oglasnih tabel, kjer lahko mimoidoči spremljajo seznam vaše ponudbe. Ja, oglasni prostor je v bistvu vedno problem v Murski Soboti, ga je malo in ni poceni. Tako da smo v bistvu lansko leto že štartali s tem projektom, da za potrebe mladinske dejavnosti v mestu postavimo lastne table. To so pač tudi dejansko vsako leto z manjšimi vsebinami sodelujemo na kulturnem in mladinskem razpisu Mestne občine Murska Sobota, kjer je bil ta projekt prepoznan kot relevanten, tako da smo preko projekta pravzaprav dobili odobrene 3 table, ki smo jih postavili. Letos pa ima ta projekt še nadaljevanje, da bomo, če bo vse po sreči, še na 4 mestih v mestu postavimo v bistvu te table, točno tam, kjer se največ mladih sprehodi mimo, s čimer seveda ne obveščamo samo o svojih dogodkih, ampak imamo zdaj prostor, da mladi spoznajo, čemu je ta klub namenjen, kam se lahko obrnejo, če imajo kakšne potrebe, za katere ne vejo, kako bi jih znotraj siceršnjega šolskega sistema zadovoljili, in je ta oglasni prostor, ki je neposredno na poteh mladih,
pravzaprav zelo pomembna infotočka. Tako da smo veseli, da je mestna občina, ko so pač ocenjevali prijave na razpis, ocenila, da je to neposredno informiranje mladih o klubu, ki je namenjen njim, pomembno, tako da nam je tudi projekt odobrila. In smo potem iz lanskega leta, zdaj, ko smo vsa dovoljenja in vse uspeli pridobiti te 3 table postavili, letos pa potem še 4 naslednje, tako da bo informiranje o naših zadevah, bi rekel, zelo dobro, ne samo zadovoljivo. Kot pravite, je MIK namenjen mladim, pa so mladi aktivni v okviru MIK-ovih, bova rekla, dogodkov, tako pri obisku, kot ne nazadnje morda tudi kot pomoč pri določeni organizaciji, idejah? V bistvu se mladi vključujejo, ta generacija zdaj vedno bolj na vseh ravneh našega delovanja. Sem pa vesel, da v bistvu lahko izpostavim tudi festival Saparti, ki bo potekal 10. to je sobota 10. avgusta. Bo imel en glasbeni del in tudi različne, predvsem športne aktivnosti, ki pa je nastal na ta način, da je skupina mladih dejansko prišla z idejo, postavila celoten koncept, ima čez celotno izvedbo, mi smo jim pa pač kot organizacija seveda to ozadje ponudili, da pač lahko z svojim znanjem seveda poskrbimo za to, da imajo vsa dovoljenja, da stvar poteka na način, kakor pač mora potekati. In če se ta festival v bistvu, kar verjamem, da se bo obdrži, je to dejansko festival, ki ga mladi pripravljajo za mlade. In to je pri naši dejavnosti najpomembnejše, da pač v vse vsebinske sklope poskušaš te neposredno zainteresirane toliko vključiti, da dejansko oni od zunaj pridejo z idejo, kaj je njim potrebno, in ti od znotraj pač ponudiš samo možnosti in ta čisto tehnično pravni support, da te stvari lahko izvedejo. Seveda se s koncem poletja vaše aktivnosti ne zaključujejo, bo verjetno pestro tudi skozi jesen in zimo. Ja, jesen imamo tudi seveda še te standardne vsebine z delavnicami, pa to naprej, pa tudi se dogajanje seli v klubski program, ki se že zdaj pripravlja, ne vem pa seveda vsega še vnaprej na pamet, ampak ko zaključimo dogajanje zunaj, se bo dogajanje v samem klubu nadaljevalo, kakor so ljudje v posameznih sezonah vajeni. Jaz se vam na tem mestu, Robert Titan Felix, zahvaljujem za obisk in seveda za vse povedano. Želimo uspešno izvedbo vseh dogodkov in projektov, ki ste si jih zastavili, pa do prihodnjega srečanja, torej uspešno delo. Ja, najlepša hvala za vabilo. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat ostanite še naprej v naši družbi.